spoda delo, zihar imaš en uržek, da si bil spoda, ali da. No, a vidiš ti, a tebi slučajno se zdi, da je kdo od teh ljudi keda na morje šel, pa videl, kaki so celi beli, pa kar ni nič od morja, noben še videl, po mojem, nikoli. Kak je, vesti, kje pa tej Bratuš, ja, ne bi Bratuš mogel biti še tole zravno. Bratuš je rekel, da s tabo ne snima več. Ti pa ja, treb, kar ni rekel tega, no. Ne, ker preveč blbečeš. Bratuš je to rekel. Ja. Ti pa le ne verjamem, što pa kar ne more kar tako narediti, da gre nekam, pa pol reče, da ne bo za izmenu, što le s tem. Kaj smo pa te si naredila, kaj, da zanj smo kopej skuhala, kaj pa te govorime, da je, što bi se dala, sem pa le ne morem zastopiti, na kaj sem pa te s njemu naredila. A sem kaj takega rekla, kaj pa, ker nisem nič takega rekla, no se pa jaz zmeraj mahtam, kaj te rečem, to pa le ni fair. Daj ti sam ber, kar je napisan, pa bo kul. A ti zgledam kot budala, ali kaj, pa tako vem, da moram brati, pa tako meni je jasno, to sem le, ne gre mi v glavo, da njega nič tole, če smo pa le zmejena, medva tak, da bo on zmenil. Če bo on videl, da ti bolj bereš, da ne govoriš to po prši nazaj. A misliš, da bo res to naredil? Sam ber, da vidimo, če znaš. Pole, iz Ljubljanskega studia 136, a znam ali ne znam, iz Ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Poleg, ko se je slovenski BDP v zadnjem četrtletju lani zmanjšal za 0,8%, v prvem letošnjem pa za 6,4%, je Slovenija uradno v recesiji. Finančni minister Franc Križanič pravi, da je bilo dno doseženo in da pričakuje izboljšanje. Andrej Vizjak iz SDS in Zmago Jelinčič iz SNS sta pa med tem cajtom družno vložila predlog novele zakona o jamstveni shemi, s katerim hočeta popolnoma preprečiti možnost kreditiranja podjetij oziroma posameznikov, ki želijo lastniško konsolidirati podjetja. A je bilo? Sem ti rekla, klič ga zdaj, ne pride zdaj sam, no. Ja, dejstvo je, da je v Sloveniji v tem trenutku vse preveč raznih tajkunskih prevzemov in pa poskusov, da bi se izvajali še novi tajkunski prevzemi. Z pomočjo raznih bank oziroma ob pomoči raznih bank in raznih udeleženih v bankah in pa v teh firmah. Jamstvena shema mora biti in poroštva države, ki izhajajo iz nje, mora biti namenjeni le spodbujanju gospodarske aktivnosti, torej tistih investicij gospodarstva, ki so namenjeni razvoju, ki so namenjeni ohranjanju ali pa seveda odpiranju novih delovnih mest. Sam ti pa izpovem, da sem videla Jejo 2, ko je ena blondna teta šla za njiju noter vmes med sendvič ali po sendviča, kaj jaz vem, kako se reče, se ne zastopim. Samo res sta bila ona dva, popale sem rekla, tem pa jaz se što... Te pustimo te govorice, ti to prebrala naprej za Bratuš prej. To pa le niso govorice, što je vse res, bilo, kaj pa ti misliš? Ja, če ti govoriš, so govorice. Daj preber to, kar piše, raj. Ti se vale zresno preveč, na. Pred kratkim je opozicijski prvak Janez Janša sporočil, da omejenih referendumov o vinjetah, a vidiš, na, o vinjetah, jamstveni shemi in policiji ne bo, zato ko SDS ne želijo zapletati že tak težkega položaja. Zdaj sta pa Jelinčič pa Vizjak zagrozila z novim referendumom. No pa tek to sem ti jaz hotela reči, ona dva sta se zadnjič iz teh, da se stepla, nista tam tispa, ja trep. Vsi poslanci garantirajo in govorijo, kako zelo so proti temu, da bi se tajkunizacija Slovenije še nadaljevala. Upam, da bodo zdaj potem držali besedo, da bodo stali za svojimi besedami in da bodo ta zakon sprejeli, kajti v nasprotnem primeru mislim pa, da bi lahko naše stranke šli v referendum, v katerem bi odločali o sprejemu tega zakona. Upam, da bodo mediji poročali o tem zakonu točno, konkretno in pa brez vplivov obstoječe nomenklature, ki si želi nadaljevati to prakso, tako da bodo ljudje spoznali, kaj je bistvo tega zakona. Še enkrat, bistvo je preprečiti ropanje slovenskega premoženja. Sem pa le zunaj imela ona dva glaža vloženega, ko sem glih dala na sonce, da se je malo usparilo. Spet sam govorice. Ukradla sta me, ne zajebavam, se jedi domu, pa prištej, koliko glažu imam, prej sem imela 8, zdaj jih imam pa 6, koda čem pa javljal, pa kaj boljši, ja.
Sedaj je res, boš ti meni govoril, da ni res. Bom prebrala, sam ti pa povem, da je res, ne boš ti meni govoril, da se jaz lažem. Poslanci Linčič, ki ga seveda vodijo plemeniti nameni, seveda da ga vodijo plemeniti nameni, on pa že ne bo kradu glažal tam zunaj. Nekdanji gospodarski minister Vizjak je že dokazal, da zmore več, sta pokomentirala tudi zamenjave v vrhu Petrola. A si ti jaz še nekaj povem, ko smo že glih pri Petrolu. Sem šla zanč na bencinsko pumpo, pa tam stojim. Sedaj so naredili verjetno nek gnil kompromis. Torej, jaz iz medijev lahko samo razberem, da so menda se tele dva člana uprave odpovedali odpravnin, oni so pa kao rekli, da ne bodo sprožili zoper njih nekih odškodninskih zadev. To je nesprejemljivo, eno in drugo. Namreč, če se nekoga prečasno razreši, se pač ne pove, da mu ni všeč njegovo, ne vem, barve oči ali karkoli. Če pa je nekdo kriv za nek poslovni rezultat, se pa morajo zoper takega človeka oziroma ljudi, ki so za to odgovorni, upeljati ustrezne postopke. Neke kravje kupčije tu, po moji oceni, so najbolj v škodo lastnikov, vemo pa, da je država pomemben lastnik te družbe. Torej, še ena izmed nepreglednih, čudnih kadrovskih potez vladajočih. Pričakujemo, da bo Petrol odnesel tudi Bavčarja. Kar odneso ga, bo kakva ti si to predstavljaš, pride bencin pa odnese enega kekca, ali kaj pa še Bavčarja za povrh vsega. Novinar tednika, reporter Igor Kršinar je v nedeljo po evropskih volitvah spregovoril o zaskrbljujočem stanju v novinarstvu. O štem bi pa jaz tudi znala marsikaj povedati, zakaj pa tej mene ni noben po volitvah, ko sem šla v nedeljo volit šetega butlina, pa ni noben me ostavil, da bi jaz kaj povedala. Veš kako je to? Se pa si ne moreš. To, kar se zdaj dogaja, kar se bo zgodilo na televiziji, to, da so vzeli vladajoča koalicija začela tam terorizirati vodstvo televizije, da je začel gospod Golobič kritizirati Rozvito Pesek in Mateja Hlepša, da recimo komentatorji, ki so blizu vladajoče oblasti, sesuvajo novinarje, ki jim pač niso po meri, to kaže, da mogoče bo potrebno podpisati še eno peticijo, ampak ne vem, če jih bo podpisalo 571 novinarjev, mogoče jih bo celo več. Pa ne moreš verjeti. O težavah domov za ostarele komentar dneva Boris Koprivnikar. Domovi za starejše se pri svojem delu soočamo z vedno večjimi težavami. Vedno teže smo tudi kos zahtevam, ki jih pred nas postavljajo uporabniki. Zato pozivamo vlado in pristojna ministrstva, da pričnejo dosledno izvajati nacionalne strateške dokumente, ki so bili opredeljeni, da država začne kvalitetno skrbeti za svojo lastnino, s katero mi razpolagamo, in preneha breme vzdrževanja javnih domov in pa izgradnje javne mreže prelagati na uporabnike naših storitev, starejše občane. Predlagamo, da država uredi sistem tako, da bodo enako obravnavani vsi izvajalci in uporabniki storitev za starejše, saj se danes pojavljajo velike razlike tako v cenah primerljivih storitev, kot tudi razlike pri pogojih poslovanja pri različnih domovih za starejše. Želimo, da preko sistemskih sprememb država dejansko omogoči strokovno in poslovno avtonomijo izvajalcev, da opredeli cilje, jih tudi spremlja in nadzira in čim manj predpisuje dejansko konkretno izvajanje postopkov, za katere smo izvajalci ustrezno, strokovno usposobljeni in imamo zato tudi ustrezne izkušnje. Predvsem pa želimo, da se do leta 2010 in v tem času našim uporabnikom omogoči sprejemljiv standard, ki je primerljiv tudi z siceršnjim družbenim standardom. Kajti današnja infrastruktura, ki jo ponujamo uporabnikom, današnji standard, smatramo, da ni več primeren, saj je bil postavljen v 80-ih letih in se od takrat ni bistveno spremenil. Smatramo, da današnji starejši in nove generacije, ki prihajajo, zaslužijo boljši standard in menimo, da bi tudi država morala bolj konkretno prispevati k izvajanju teh storitev. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Rekla, Kristus Marija, kaj če gremo mi dan zučer v eno zadevo, malo se zabavati, pa tako biti malo kulturni. Kultura! Včeraj je bila v Jakobičevi galeriji uradna otvoritev festivala Sonika in razstave, ki bo na ogled do konca meseca. Ne vem, če rekla, se že zadržujem. Na njej so nekatere svoje instalacije prikazali različni tuji in slovenski avtorji. Nič nam rekla, res, prisežem.
ali, zdaj pa sem še vreme, imam za povedati, zdaj pa tek rekla, če ne boste imeli kaj za delo, če te par dnev, ali pridite do ta v Podgorje, mi imamo še to tekmovanje v grabljenju, ali pa to je ful zanimiva zadeva, res, ti si že bil po Vojšišku, na grablje vzemeš, pa grta po bregah hodiš, pa grabiš, pa kjer bo prej pograbil, pa ponovadi so babe, one ko grabijo, dedi so pa oni ko kosijo, a veš? Vreme, bo tek in tek, ja. Prid pa boš videl, kaj ti naj reče, mene 6 še rabimo onih, pa šnopsa bomo imeli dojst, pa vsega bomo imeli dojsti. Še sendvič žol, pa domačega špeha ti bomo prinesli, veš kak bo dobro, na, pa muzika bo, bomo prinesli frajtonarco. Klinc ga gleda, bratoša, če ga pa le ni, pa nej se pa sam ima fajn neki, kje že je, kaj pa te jaz vem. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti, ali? Zakaj pa te ne bi bile? Ha?